Ko govorimo o ustvarjanju Tanje Lažetič, govorimo o vprašanjih, ki zadevajo vse nas. Tanjo zanimajo teme povezane s tem, kako nastaja in kako izginja spomin. Kako gradimo našo identiteto, kako dojemamo čas, kako razumemo spomin. Na tej bazi Tanja pravzaprav že ves čas gradi svoje delo. Sama razstava je pregled njenega skoraj 30-letnega ustvarjanja na področju fotografije, performansa, diskurzivnih projektov, knjige umetnice, fotografije, keramike, nazadnje tudi slikarstva in poseganja v okolje umetne inteligence. Razstava je postavljena tako, da ne sledi kronološko njenemu ustvarjanju. S Tanjo smo se odločili, da bomo izpostavili predvsem neko zgodbo, ki sledi v bistvu skozi vsa svoja desetletja. Ena stvar, ki je zelo pomembna pri tej razstavi, je tako, da ko sva razmišljali z Barbaro, je bilo tako, katera dela so me pripeljala do tega, ker sem zdaj kot umetnica. In potem sva luščile, vzeli sva nekaj, ali je to še relevantno, a še vedno kaj pove, ali je to nekaj takega, ki je pač ostalo nekaj v zgodovini in se nekako ni nadaljevalo. Zato, ker umetniki naredimo veliko nekih poskusov, takrat, ko iščeš, nekaj poskušaš narediti, pa mogoče ne nadaljuješ, si že končal to delo. Tako da, ko sva zbirali te stvari, nama je to bilo važno, kako priti do tega. Na drugi strani pa, da sva hoteli, ker tukaj ta galerija je postavljena v sred mesta, zelo veliko turistov je, tako da veliko pride ljudi, ki ne vejo nič o mojem delu, kako potegniti gledalca, kako ga zadržati, če ne ve nič o tem, kar sem jaz prej naredila, in hkrati vsem povedati nekaj ljudem, ki vejo o mojem delu. Tako da zelo je bila važna ta pot, kaj je intonacija, s čim začneš, kako te pelje, to, kaj je po stopnicah, ta hoja dol po štengah, kako te vleče gor, kaj prideš, ko vidiš tukaj, kako se ti odpira pogled, zakaj te nekaj potegne, da se sprehodiš po celi galeriji, kako greš do konca, kaj je tam na koncu. Sam naslov razstave, Laž, izhaja iz besedne igre z njenim priimkom, hkrati pa v bistvu povzema pravzaprav vsa leta, ko se je v bistvu Tanja ukvarjala z tenko mejo med lažjo in resnico, kar je danes se izkazalo, da je v bistvu še posebej aktualna tema, čeprav se je Tanja začela s tem ukvarjati leta 1997. Lahko najdemo tam tiste prve zametke, pa je njeno delo Dialog v kuhinji drugi del, ki je nastal v letu 2026 tekom razstave, kjer se Tanja pogovarja z umetno inteligenco, pravzaprav pokaže, kako aktualno temo si je zbrala in kako jo pravzaprav pelje in konsistentno razvija s pomočjo novih medijev, s pomočjo novih okolij. Medij za njo nikdar ni bil sam medij kot medij, ampak tudi ne orodje, ampak predvsem tudi koncept in sam izraz. Tisto, kar sva s Tanjo želeli v bistvu pokazati skozi to razstavo, je Tanjino nenehno vzbujanje radovednosti pri gledalcu, da bi želi ga v bistvu premakniti v območje, kjer bi gledalec začel dvomiti o sebi, o svojem pogledu na svet, o popolnosti sveta, dvomiti o spominu in se spraševati v bistvu, kaj je pravo in kaj ni pravo, kaj je resnično, kaj ni resnično. Se pravi, vzpostaviti nek dvom v vidno, predvsem v današnjem času, v času množičnih manipulacij, laži, pretvarjanja, umetnih okolij in tako naprej.
Vse to počne skozi perspektivo ženske umetnice, vendar ne v smislu nekega poudarjanja neke ideologije, feminizma, aktivizma, ampak bolj v smislu občutljivosti, podajanja ženskega glasu skozi krhkost in moč, skozi nek tak zadržan glas. In tako se potem srečamo tudi z deli, kot so Čas za smrt, ki je njena najnovejša produkcija. Ta Čas za smrt so obešalniki mojih prednikov, moje mame, mojega očeta, moje babice, dedija in 3 starih tet. Vedno, ko so ti ljudje umrli, sem jaz pobrala vse obešalnike in jih hranim. Hranim jih zato, ker se mi zdi, kot ti obešalniki, kot da skrivajo neka telesa. Te obleke so včasih tam vesele, pač oblek nisem shranila, oziroma nekaj sem, ampak ta obešalniki govorijo o teh manjkajočih telesih, nas mogoče spomnejo na to telo ali pa tudi ne, oziroma bolj kot to, da nas spomnejo na kaj, nas spomnejo na našo minljivost, na to, da ta telesa bojo šla in tudi to, da bo ta spomin šel, zato ker ostal je samo obešalnik, ni slike. Moja mama je umrla pred 18 leti, jaz čisto iskreno imam težave se spomniti enih stvari. Se mi zdi, tudi ene stvari sem mogoče malo spremenila, ali pa tudi ne, ampak to, kako hitro mi pozabimo stvari, ne? In kako tudi ni razloga, da jih obnovimo, ne? Zato ker ostane mogoče nek feeling, ki ga pa moramo tudi nekako obnavljati mogoče. Ko Tanja pravzaprav uporablja svoj ženski glas, ko govori o teh temah, je v bistvu tukaj treba izpostaviti cikel serije Rož, pa tudi njen najnovejši slikarski cikel, s katerim je pravzaprav pravkar pričela malo bolj intenzivno se ukvarjati. Skozi serijo Rož, v katerih Tanja podaja rože zelo kot nekaj popolnega, hkrati nek banalen, preprost motiv, preko katerega pa lahko govori o družbeni obsesiji s popolnostjo in s popolnostjo v končni fazi zahtevami družbe do popolnosti ženskega telesa. Zato so tudi njene rože brez napak, so pravzaprav umetne, plastične in pravzaprav popolne. Rože so nekaj najljubšega na svetu in spomnijo nas na minljivost. Utrgaš rožo, daš jo v vazo in čez 3 dni ne obstaja več, se posuši. Tako da ta lepota, to minevanje je prisotno v rožah. Zdaj, ko sem jih začela fotografirati, sem se odločila, pač moraš si postaviti nek okvir, oziroma sem si ga postavila, tako da sem se odločila, da fotografiram samo eno rožo, tako bi šlo za portret. In sem iskala ta nek pravi kot, neke prave linije, neke pravo kompozicijo in potem to digitalno spremenila, da je postala še bolj moja, bom rekla. In se mi zdi, da prav s to perfekcijo te rože, da govorim, oziroma želim govoriti o komodifikaciji narave, ki si jo vse prilagodimo. To pomeni, da če nam barva rože ni všeč, jo tudi znamo pobarvati in tako naprej. Vse si znamo zelo prilagoditi in tudi lastna telesa, ne? Če nam ni všeč recimo nos, ga lahko spremenimo in tako naprej. Lahko celo telo si lahko spremenimo. Tako da tukaj z rožem govorimo o tem diktatu te perfekcije, ki jo družba na nek način zahteva, oziroma si sami delamo to, da, ne vem, če si mlad, oziroma če si star, moraš imeti lepe zobe, ne smeš biti siv in tako naprej. Ne? Vse te neki diktati tega okolja, se mi zdi, da skozi to perfekcijo rož preizprašujem. Po fotografiji, ne, kjer imaš opravka z digitalnimi imidži, obdelovanje na računalniku, sem rabila nek material, videti prvi material. Tako da, ko sem začela slikati, se mi je zdelo tako fino, tako gledati barvo, ki teče, opazovati, kaj lahko narediš čopičem, kako premakneš. Ampak po drugi strani, takrat, ko postaviš platno, to je frustracija, ne? Praznega prostora, ne? Oziroma je frustracija. Lahko je, lahko ni, ne? Pač
imaš prazen prostor in nekako moraš intervenirati. Tako da prve slike, tako zelo dolgo sem si želela slikati, pa tako sem si iskala vse sorte odvode, kako bi prišla do tega in se izogibala in tako naprej, ampak potem pa sem rekla, zdaj ali pa nikoli. In sem kupila platna in sem jih prinesla v atelje in sem jih gledala in tako, kaj naj narišem, kaj naj naredim s tem, in potem sem jih oblekla v kombineže moje babice. In se mi zdelo, da čeprav ni nič naslikan, čeprav ni nobene poteze gor, ničesar, še vedno začutiš telo. In to se mi zdelo tako en tak začetek, kako sploh vstopiti v slikarstvo, če nisi šolan. Ko se spušča v te njena dela, ki se dotikajo tudi njenega otroštva, zgodnjih spominov, pridemo tudi v območje razstave, ki je posvečeno knjigi umetnice, polja, v katerem je Tanja še posebej uspešna. Knjige umetnice hranijo pomembne svetovne zbirke, kot je MoMA Collection v New Yorku, Tate Collection v Londonu, Book Collection v centru Pompidou v Parizu. Nekako smo se odločili, da zgradiva neko majhno razstavo v razstavi in da predstaviva njeno bogato kolekcijo knjig, tako da jih gledalec lahko prelista, se pravi, da smo naredili reprinte originalov, sami originali pa so zbrani pravzaprav v umetniškem objektu, Rdeča škatla, ki predstavlja neko retrospektivo znotraj razstave in predstavlja v bistvu vsa dela, ki jih je umetnica v bistvu naredila. S knjigama imam jaz najboljše reference, so v dobrih muzejih, dobrih zbirkah, tako da, ker gre za vrsto retrospektivne oziroma pregledne razstave, je bilo kar nujno pokazati to. S tem, da pa mene pravzaprav ne zanima več, ne ukvarjam se, ne razmišljam o njih. Lahko, da še naredim knjigo, ampak ne razmišljam o samem jeziku, o tem, kaj se da skozi knjigo narediti. In se mi zdelo zelo važno, oziroma zaprla sem 18 najboljših knjig v škatlo, rdečo škatlo, in ta je predstavljena v sred prostora. Vse okrog so pa knjige, ki jih na piedestalu, ker gre za umetniško delo, ki si jih lahko ljudje pogledajo, zato ker gledati samo naslovnico knjige je precej dolgočasno. Tako da želim povabiti gledalce, da prelistajo knjige. Zdaj, predstavitev knjig, tukaj imamo zdaj listanje knjige, ki sam lahko imaš tudi kratek tekst, tako da si lahko prebereš, o čem ta knjiga je, oziroma o čem govori. In performansi, ki sem jih izvedla, povezani s knjigami, so pa način, kako predstaviš knjigo. Zdaj, to je bilo del nekih razstav, kjer bi lahko knjiga samo ostala tam in bi pač ljudje šli ali bi jo videli ali ne bi. In skozi način, kako sem predstavila vsebino v performansu, sem poskušala opozoriti na to samo delo. Tako štempljanje besede hor na tleh, hor, kurba, ki je na tleh, ta vloga podrejenega, s tem sem hotela govoriti, oziroma govorim o odnosu do žensk. Lep primer apropriacije je, ko sem čisto direkt vzela knjigo od Sanje Vekovič, sprintala svoje knjige in čez preštempala hor, besedo hor. In tukaj sem čisto uporabiti neko delo in narediti neko intervencijo s tem, da poveš nekaj drugega, da dodaš neko novo razmišljanje nekem že znanem umetniškem delu. Gre za besednjak, likovni besednjak. Če se opreš na neko delo, recimo Venero, se mi zdi, da pač Venere so bile ubogljive, umikale so pogled in takrat, ko je Manet naslikal svojo Olimpijo, ki je Venera, je to bilo provokativno zato, ker ona gleda gledalca, ona izstopi, zdi se, kot da izstopa ven iz slike. In zdaj, če jaz naredim svojo Venero, gre za to neko razmišljanje o tem, kaj je bilo prej narejeno in kako lahko zdaj o Veneri govorimo danes. In to, kar sem naredila, da jo spikslam, da naredim te koščke, tako ko umaknem moški pogled. Tukaj se ne gleda več lepo telo,
žensko, ampak govorijo o nečem drugem. Kdo je zdaj ta ženska, zakaj je takšna, kakršna je. Dej, to ni čist pravi primer apropriacije, ker gre vse za neko, to, kot sem rekla, za besednjak. Pač uporabimo nek jezik in skozi to razmišljamo o nekem novem delu, ki lahko govori o današnjem času. Veliko srečamo v njenem ustvarjanju, pa tudi na razstavi, naprimer tudi del, ki so narejena na krožnikih, ampak krožniki kot taki niso pomembni samo kot krožniki, ki omogočajo Tanji dost fragmentaren način razmišljanja in v bistvu prikazovanja tega, kako vidimo svet. Svet vidimo fragmentarno in nikoli nepopolno, govori o tem posameznikovem nepopolnem dojemanju resnice in to fragmentarnost pravzaprav izraža prav skozi fragmentarnost našega dojemanja skozi postavitve, kjer so njena dela velikokrat razrezana, zalepljena skupaj, šivana, morda na nek način se velikokrat igra z odsotnostjo, s praznino. Velikokrat odsotnost prikazuje na tak način, da je odsotnost tisto, kar je neizrečeno nosilec, glavni nosilec pomena. Predzadnja soba, pred časom za umreti, na eni strani vidimo povsod, ker me ni, delo, ki je pokrajina, tudi ležeč format. Imamo neka zgodba o virtualnem potovanju in o tem, sam ta naslov, povsod, kjer me ni, govori o tem digitalnem potovanju, o tem možnosti, da potujemo nekje, da si predstavljamo, da nekje smo in tudi o same verodostojnosti informacij. In na drugi strani imamo to delo, kjer razrežem na različne načine svoje avtoportrete. Jaz imam približno 1000 fajlov, ki sem jih naredila v praznem stanovanju takrat, leta 19, oblečena sem v krznene plašče moje babice, to je kot druga koža. In te fotografije še kar obdelujem, še kar delam nekaj iz njih, ker hočem dobiti neke ambiente, ki na fotografiji sicer so, ampak recimo, če razrežeš nekaj del, oziroma gor imamo neko fotografijo, kjer razrežem del vrat, ponovim še enkrat in postavim čez figuro. Ta odprta vrata izgledajo, kot da ta oseba lahko pride ven, ker ima odprta vrata, ona lahko pride, ampak takrat, ko postavim ta vrata čez, je zelo jasno, da ta oseba bo ostala tam, ni šans, da pride ven. Ona je tam, osvetljena je in vse, kar vidimo v rokah, je samo sprožilec. Torej, se slika, se opazuje, gleda, kaj je, ampak ona je ostala tam. Tako da, in ta občutek tega, ker sicer na sami fotografiji že občutek, ne vem, če oziroma neko dogajanje, oziroma neko, mogoče pa pustimo občutek, je tam noter, ampak s tem način, kako sem jaz to razrezala, to sam nekako probam poudariti.